Pozdravljeni! Po izjemno zanimivih in malce tudi razburljivih kvalifikacijah je prišel čas za zadnji brifing, kjer bomo skupaj skušali razumeti, kaj lahko pričakujemo od jutrišnje velike nagrade Portugalske. Preden začnemo s tistim pravim zadnjim briefingom, še dve kratki zanimivosti. Prva je malce trivialna in opisuje tisto dogajanje v boksih tovarniške ekipe Renault na začetku drugega prostega treninga. Kot vam je znano, so takrat testirali nove pnevmatike za Pirelli in Pirelli je za vsak bolid pripravil dva različna seta. A pri Renaultu so zamešali malce sete Daniela Ricciarda. Prednja leva pnevmatika je bila na prvem setu tista iz drugega seta in na drugem setu tista iz prvega seta. Seveda, gre za nekaj, kar je načeloma proti pravilom, zato so bili tudi pri tovarniški ekipi Renault opomnjeni. Zato nobene kazni, seveda, a da malce mi navdušenci spoznamo, kako sploh gledajo v Formuli 1 na te sete pnevmatik. Druga zanimivost je pa povezana s tistim trkom med Maxom Verstappenom in Lensom Strollom. Kot ste verjetno že izvedeli, ni bil kaznovan nobeden izmed njih, kajti po mojem osebnem mnenju, kot po mnenju mnogih drugih, je odgovornost 50-50. A dobil sem izjemno zanimiv posnetek, kjer lahko vidimo, kako Max Verstappen ni bil sposoben prehiteti Lensa Strolla na koncu ravnine. Jasno je, da trk je posledica tega, da ne eden ne drugi nista popustila in na drugem prostem treningu je čisto brezglavo početje in mislim, da tudi tu se večino vas navdušencev strinja. A pojdimo raje na tisto prvo tematiko tega zadnjega briefinga in tistemu, kar se je zgodilo na samih kvalifikacijah. Posebej tisti, ki ste sledili mojemu komentarju v živo, ste morali trpeti 30 minut razlag o raznih temah, katere sem si, priznam, zmišljeval sproti. Namreč tik pred zdajci so sporočili, da zaradi dvignjene rešetke od točnega kanala bodo začetek kvalifikacij premaknili za 30 minut. In seveda, poleg tega trpljenja smo lahko videli izjemno zanimive kvalifikacije. Ne toliko po rezultatih, ampak zaradi tehničnih vsebin. Namreč, na začetku smo videli, da v Q1 so izpadli tisti znani vozniki, oba voznika Alfa Romeo Racing, oba voznika ekipe Haas ter Nicolas Latifi. George Russell, kot mnogokrat poprej, se je uspelo kvalificirati v drugi del kvalifikacij. A v drugem delu smo videli nekaj izjemno zanimivega. Že predtem sem omenil, da tako pri Ferrariju kot pri Mercedesu imata oba voznika en set medium pneumatik več od ostalih. Vsi ostali so imeli samo po enega, pri Ferrariju in pri Mercedesu so imeli po dva. Seveda na škodo tiste pneumatike soft. In čeprav, glede na tisto, kar sem videl v Q1, sem nekako si predstavljal, da uporaba medium pneumatike v Q2 ne bo prava izbira, so me presenetili. Namreč tako Lewis Hamilton kot Valtteri Bottas kot Charles Leclerc so na medium pneumatiki postavili izjemno dobre čase. No, tiste pri Hamiltonu in Bottasu moramo šteti že med malce neverjetne. Razočaral je Sebastian Vettel, kateri je končal drugi del kvalifikacij na zadnjem mestu. S pneumatiko medium je bil počasnejši kot George Russell, katerega sem omenil malce poprej, z pneumatiko soft. Zakaj v drugem poizkusu pri Ferrariju niso izbrali pneumatike soft, vejo oni, imajo dostop do več podatkov, kot jih imam jaz. In tudi Charles Leclerc s tisto pneumatiko medium ni bil prav pri vrhu, a na Q2 je važno, da si med prvih 10. Tisto večje presenečenje nas je čakalo v zadnjem delu kvalifikacij, ko smo videli oba tovarniška Mercedesa, da sta hitrejša na pneumatiki medium.
Nekaj se je trudil tudi Alexander Albon s pneumatiko medium, a ni dosegel želenega rezultata, medtem ko je bil Charles Leclerc enkraten četrti. Max Verstappen seveda na tretjem mestu, ampak on bo dirko začel na pneumatiki soft. Seveda, da ponovimo, oba tovarniška Mercedesa in Charles Leclerc na pneumatiki medium. Tisti, ki v tretjem delu kvalifikacij ni postavil nobenega časa, seveda Daniel Ricciardo, kateri je zletel s proge na koncu drugega dela kvalifikacij in poškodoval zadnji aerodinamični stabilizator. Ni bilo časa, da mu bi ga zamenjali. A vseeno smo videli, da ta srednja skupina je kot ponavadi zgoščena z velikim vprašanjem, kaj bodo sposobni pokazati pri Ferrariju. In končno moram poudariti, da vsaj z enim bolidom so pri Ferrariju začeli kazati tisti pravi odnos do dirk. Namreč šli so v izbor tiste strategije, katera se lahko pokaže kot prava na dirki. A o tem malce kasneje. Seveda, bil sem presenečen, kako Lewis Hamilton in Valtteri Bottas sta lahko hitra na pneumatiki, katera na papirju ne bi smela kazati tako dobrih rezultatov. A vseeno moramo poudariti, da trša kot je pneumatika na višji temperaturi dela. Temperatura asfalta je bila 35 stopinj, temperatura zraka 21 stopinj, torej bistveno topleje od tistega, kar smo videli v Nemčiji, a tudi pneumatike so za stopnjo trše, tudi tega ne smemo pozabiti. A znano je, da pri Mercedesu nekako generalno gledano nimajo težav z ogrevanjem pneumatik, kvečjemu imajo težave z pregrevanjem pneumatik. Zato to, da so spravili lahko pneumatiko medium v pravo temperaturo z samo enim ogrevalnim krogom, ni preveliko presenečenje. Pri mnogih drugih smo lahko opazili, da so rabili 2 ogrevalna kroga, da so pneumatike spravili v tisto pravo temperaturo. In kot sem omenil malce poprej, gre za stopnjo trše pneumatike. Torej, poenostavljeno povedano, tisto, kar je tu soft, je bilo v Nemčiji medium. Tisto, kar je tu medium, je bilo v Nemčiji hard, da se malce bolje razumemo. Zato po eni strani izjemno prijetno presenečenje, kaj so vse sposobni napraviti pri Mercedesu, in še bolj presenetljiva je forma Ferrarija na samih kvalifikacijah. O kakem ritmu bom težko govoril, kajti drugi prosti trening je bil tako poln presenečen, da praktično ni tiste sekvence krogov, iz katere bi se zdalo izračunati ritem. Namreč ritem se računa tako, da se vzame zaporedje krogov, ki jih naredi voznik naenkrat, izloči se tisti izhodni, tisti vhodni krog, tiste kroge, kateri strčijo iz povprečja, ker je nekdo prišel v gnečo ali kaj podobnega, in izračuna povprečje teh krogov. Seveda, treba je biti pozoren tudi na pneumatiko. Tega ni bilo možno narediti. A vseeno lahko predpostavljamo, da pri Mercedesu, glede na videno na kvalifikacijah, bodo izjemno hitri. Seveda, tu moramo dodati, da tisti rezultati tretjega prostega treninga so bili namenjeni, vsaj pri Mercedesu, bolj samim kvalifikacijam, isto pri Ferrariju. Problem je pri Red Bullu, ker smo videli, da imajo handicap že pri sami strategiji, pri izboru soft pneumatike za začetek dirke. Kot sem povedal, izjemno prijetno presenečenje pri Ferrariju, posebej pri Charlesu Leclercu. A lepo bi bilo videti, da bi to formo prenesli tudi na dirko. To pa nisem prepričan. Vsaj na tisto, kar smo videli na prejšnji veliki nagradi Nemčije, bi lahko kazalo, da njihov ritem ne bo med najboljšimi. A videli bomo, da strategija je morda tudi ona prava. In tu bi rad dodal izjavo Sebastiana Vettela, kateri je priznal, da fantastičen rezultat Charlesa Leclerca je predvsem zasluga njega samega. On ni bil sposoben izvleči več. Torej, nedvomno talent Charlesa Leclerca, ampak Ferrari tehnično še ni tam, kjer bi se mnogi navijači želeli, da bi bil. Seveda, Alexander Albon je pod visokim pritiskom, kritiziran z mnogih strani, tudi z moje strani,
in seveda pokazal je malce boljši rezultat, a njegov zaostanek še zmeraj po mojem vidiku previsok za tistim, kar je pokazal seveda Max Verstappen. Pri ostalih, kot sem povedal, v pričakovanem, s tem, da zopet vidimo Sergija Pereza med najboljšimi. Lance Stroll je izpadel zaradi svoje vozniške napake, o Danielu Ricciardu sem povedal svoje, pri McLarenu nadaljujejo tisto svojo razvojno pot. In seveda, ker pravih konkretnih podatkov o ritmu nimam, mi ne preostane drugega, kot da grem direktno na mojo osebno videnje strategije in tako skušam razložiti, kaj lahko pričakujemo od jutrišnje dirke. Seveda, na začetku imamo dve možnosti, začeti na soft, začeti na medium. In čeprav komu se to lahko zdi ena in ista zadeva, gre za dve čisto drugačne strategiji. Namreč, začnimo prvo s tisto enostavno, začeti na soft, nato menjati na medium, vsaj tako je moje predvidevanje. Po slabih 20 krogih lahko pričakujemo tisto prvo menjavo. In ta prva menjava na tako kratkem krogu, kot je tu v Portimao, pomeni, da ima voznik izjemno veliko možnost, da bo prišel v gnečo. In seveda, videli smo, da je tu kombinacija izjemno dolge ravnine ter ovinkov, kjer se praktično ne da prehitevati. A če se spomnite začetka tega prispevka, ko sem pokazal posnetek poizkusa prehitevanja Maxa Verstappena nad Lanceom Strollom, vidite lahko, da tudi tista ravnina ne bo dovolj za prehitevanje marsikoga. Zaradi tega mislim, da so se pri Mercedesu in tudi pri Ferrariju odločili za drugačno strategijo. To, da začnejo na pnevmatiki medium. In seveda tisti stincem namenoma še malce bolj podaljšal. Namreč tako samo v zadnjem delu dirke, na to, ko so vsi zamenjali pnevmatike, lahko nataknejo pnevmatiko soft in naredijo s praznim bolidom serijo hitrih krogov. Brez kakih velikih tveganj, da bi padli v gnečo. Seveda, napravil sem tudi opcijo, tretjo možnost, kjer imamo kombinacijo tistega pnevmatike soft in pnevmatike hard z izjemno kratkim delom z pnevmatiko soft in malce daljšim primernim na pnevmatiki hard. A mene uporaba pnevmatike hard bi izjemno presenetila, kajti videl sem kljub temu, da so imeli 3 komplete in ne samo 2, da so se jih znebili izjemno hitro. In še nekaj bi rad poudaril, tudi na tretjem prostem treningu sem videl kar nekaj voznikov, da so rabili za inštalacijske kroge tiste pnevmatike hard. Nekaj, kar ne vidimo pogosto v Formuli 1. Po pravilniku sicer morajo imeti za samo dirko na razpolago vse 3 tipe pnevmatik, a mislim, da bomo izjemno težko videli pnevmatiko hard, razen če v prvi fazi dirke ne bo kakega varnostnega avtomobila, kateri bo prepričal marsikoga, da bi šel to tveganje. Na koncu pa vidite tisto strategijo z 2 postankoma, katera je po mojem osebnem videnju malce irealna. Seveda, 2 segmenta na pnevmatiki medium in tu bi rad povedal, da to se lahko gredo samo pri Mercedesu ter Charles Leclerc in Sebastian Vettel v glavnem povedano, ter krajši segment na pnevmatiki soft. A seveda s tistim, kar smo videli naprimer na veliki nagradi Nemčije, z vzdržljivostjo pnevmatik, ki smo jo lahko pridobili na različnih drugih dirkah, mislim, da so tisti bistveno prekratki, da bi bili učinkoviti. Čeprav smo videli naprimer pri Mercedesu, kako hitri so lahko s pnevmatiko medium. Kot sem že povedal v komentarju v živo, boksi so tu na nasprotni strani tiste dolge kilometrske ravnine in mislim, da bodo vsi težili k temu, da bodo šli na en postanek. A kot ponavadi moram zopet poudariti, da gre za moje osebno videnje, katero je lahko tudi zgrešeno. Seveda na tistem delu pred samo dirko bom tudi primerjal to, kar ste videli tu, ta moja predvidevanja s tistim, kar bo napravil Pirelli. In skupaj bomo na koncu dirke v komentarju videli,
kdo je zgrešil in kdo je tudi kaj malega zadev. Seveda pa vas vabim jutri ob 13:45 na Facebook, da se mi pridružite. Namreč skupaj bomo pokomentirali vse tiste dogodke, kateri bodo zanimivi med današnjimi kvalifikacijami in začetkom jutrišnje dirke. Če boste imeli kakšna zanimiva vprašanja, jih boste lahko postavili, upam, da bo znal odgovoriti. Skratka, lepo se bo skupaj družiti tudi za veliko nagrado Portugalske. A za zadnji briefing bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.